tako, ura je 6, pa 3 minute, ne. Dober večer. Če ste vi za to, sem tudi jaz za to. Vem, da vedno tako začnemo, ampak tako ste me navadili. Lepo, da niste na popotovanjih in da ste prišli vsem poslušati, pa da vas New Age ni premagal. Čeprav mi tudi malo hodimo po tem New Age-u, ampak nič hudega. Danes bi spregovorili, to spravi, o naslednji glasbeni skupini inštrumentov oziroma inštrumentalistov in inštrumentalistk, ki bi se jim rad posvetil. Zadnjič smo govorili o godalih, kar je bila prav tako težka naloga, kot bo danes. Saj zaradi tega, veste, ker je na svetu toliko dobrih glasbenikov in glasbenic, toliko dobrih izvajalcev in izvajalk, da je zelo težko izpostaviti pravzaprav tisto nekaj, kar vam smem tukaj v eni urci pa pol predstaviti. In vem, da delam po dolgem in počez krivice, ampak mogoče je pa namen tega, ravno to sem zadnjič premišljeval, zgolj v tem, da vas upozorim na neke stvari, ki so, pa mogoče se še pa sami potrudite, pa sami še najdete kaj zanimivega, mogoče v tisti smeri pa rečete, jaz sem pa še to, pa še to, pa še to. Namreč 2 leti nazaj sem napisal eno knjigo za založbo Mladinska knjiga, ki je dosti obširna bila, saj nočem reklame delati, samo kot primer, dosti obsežno enciklopedična knjiga, bom tako rekel, en tak pregled zgodovine filmske glasbe je bila, od do, od nastanka pa do predvčerajšnje. In seveda, ne bom rekel glih kritika, ampak pripombe, ki so jih imeli ljudje na to knjigo, super, kak je fajn, da je to, je pa edina, ki obstaja, mislim, se druge ni kot takšna, kot ta. Ampak joj, tega filma niste omenili noter, pa onga pa tudi, pa tistega. A veste, vedno se še najde to možnost, ampak tega pa še niste. Tudi, ne vem, moja stara mama je imela doma tako kuharsko knjigo, ampak jaz sem povem, da ziher je not kak recept, ki ga ni. Ziher je nekaj not, ki bi še pa lahko en recept bil noter. In se mi zdi malo za malo vedno to, ja, res, saj ste to, pa to, super, ampak še eno pa res manjka, tisto, če bi pa tisto še dali not, pa bi bilo popolno, mislim, nikoli ne bi bilo, zato, ampak to je tudi tisti obliž na mojo slabo vest, ko vam tu pač predstavim, ne vem, te in te violiniste, pa violinistke, pa čeliste, pa tak dalje, ampak tistega pa nisem, zaradi tega, ker preprosto nimamo, toliko pa tudi nimamo časa. Ampak hočem vas spodbuditi, in to mi je pravzaprav tudi namen letošnjega leta, hočem vas spodbuditi, da vidite tale velik opus odličnih interpretov in interpretk, polustvarjalcev in polustvarjalk, ki so seveda v špici, svetovni špici, kaj oni počnejo, kako oni pravzaprav glasbo ponudijo publiki in kaj so pripravljeni seveda za to vse početne. Še toliko bolj z veseljem to vedno predstavim, zaradi tega, ker smo zdaj v času, če ste slučajno televizijo kaj prežigali ta teden, vidite, da se od jutra do sutra govori o olimpijadah, pa o športnikih, pa o ne vem čem še vse. Zdi se mi namreč pomembno, da se v tem času, ko se po kulturi tako pluva, da se že dolgo ni, da se pokaže na glasbenike in glasbenice, ki morajo začeti za to, da lahko res dosežejo neko svojo vrhunskost, morajo začeti zelo zgodaj. Morajo začeti pri 3, 4, 5 letih. Pa ne zato, ker bi bili ali pa ne bi bili čudežni dečki in deklice, ampak preprosto zato, ker ta stvar zahteva veliko nekega odrekanja in veliko nekega časa, mogoče leta in leta vežbanja, šele takrat lahko stopiš pred publiko in nekaj malega pokažeš. In to se pa ne vidi, ponavadi se pa ravno tega ne vidi, se pa vidi samo tiste vrhove. Saj jaz vem, da mi tudi pri športnikih vidimo tistega, ki se pač najhitreje pridriča dol po enem bregu, ampak vsi znajo povedati, koliko je treniral, pa koliko je imel to, pa koliko je imel ne vem še česa. Če pa glasbenik prije na oder, pa odigra nekaj, pa seveda noben ne pove, da je tudi za tem 10-15 let treniranja. Mislim, a veste, ampak tisto spada v polje umetnosti, zato je pač vredno minus toliko,
To pa je pač v svetu športa, zato je pa vredno plus toliko. Ne? Zato mogoče mi je toliko ljubše, da ste danes tukaj in sem toliko bolj vesel, da ste na nek način pripravljeni z menoj te stvari premišljevati in jih tudi razumeti. Ja, mi smo še vedno torej v našem ciklusu misliti in poslušati glasbo. Seveda danes bi vas popeljal med velike glasbene izvajalce in interprete, seveda v svet pihal, kot ste verjetno napovednik že opazili. Torej, pihala kot takšna predstavljajo neko svojstveno družino glasbil, ki sodijo med tako imenovane aerofone. Kaj to pomeni? Aero je zrak. To so glasbila, ki uporabljajo za to, da lahko na njih igramo, uporabljajo zrak. Večja skupina glasbil aerofonov zajema torej vsa glasbila, ki uporabljajo zrak. Od klasičnih cerkvenih orgel, če hočete, do harmonike, do frulice, skratka, trobente, vse, kjer je zrak tisti element, s katerim mi tvorimo ton. To pomeni aerofon. Poznamo še, to spravi, kordofone, o tem zadnjič mogoče nisem spregovoril toliko, kordis je namreč žica. To so vsi inštrumenti, ki tvorijo zvok ali pa tvorimo zvok tako, da na nek način nekaj počnemo z žicami. Ali po njih udarjamo, ali jih vlečemo z lokom, ali jih trzamo z roko in tako dalje. In to je spet ena večja skupina inštrumentov, kamor spada in klavir, in kitara, in harfa, in violina, in skratka vse, kar ima žico. Zato mi ločimo te inštrumente po načinu izvajanja. Po načinu izvajanja to niso samo pihala, turbila, godala in tako dalje, ampak večje skupine so ti kordofoni, aerofoni, dobro, potem imamo še membranofone, imamo potem, skratka, inštrumenti glede na način izvajanja zvoka. No in aerofoni danes in naslednjič bojo aerofoni, to spravi bojo pihala in turbila. Zdaj, kakšna je razlika med pihali in turbili? Seveda v pihala pihamo, turbila pa trobimo, boste rekli, saj. Ampak oboje pravzaprav počne človek na nek način. Oboje počnemo z neko gotovo tehniko. Trobljenje je pač tehnika uporabe napetnih ustnic in tako dalje, ampak o tem bom spregovoril naslednjič pri turbilih. Pihala so pa tiste seveda, v katere na nek način pihamo ali pa zrak uporabljamo kot osnovno gonilo za inštrument. Torej, aerofoni, torej so glasbila, pri katerih izvajamo glasbo s pomočjo zraka. Pihala lahko predstavljajo seveda nek svojstven glasbeni sestav, kjer so samo pihala skupaj, ali pa so del nekega večjega orkestra. Zdaj, tukaj je malo mogoče netočnosti, če rečemo godbena pihala, pihalna godba, ni čisto tako res, zato ker v godbi na pihale niso samo pihale, ampak so tudi turbile. Ja, pa bobn tudi, skratka, ni to res, godba na pihale niso samo pihale in tu nismo čist natančni. Tudi, če bi rekli zelo po domače, bi rekli, to je pleh muska. Tudi vsi inštrumenti, ki so not, niso iz pleha, oziroma zelo redko, kateri so res iz pleha. Mislim, tudi to ni res, pravilno bi bilo, ne vem, godba na zrak, samo bi se pa tudi smešno slišalo, ja, ali pa turbilno-pihalna godba, mogoče z bobnom, veste, ne moramo zajeti, ne da se zajeti, zaradi tega seveda se moramo sam zavedati, da godba na pihala niso sam pihala, ampak mi pa rečemo godba na pihala, pa pozabimo na turbila, ok, pa pozabimo na bobne, pa pozabimo na dirigenta tudi, pa na mažoretke, ki skačejo spredaj, ok. Njihove družine, če tako gledamo, so seveda različne piščali, med katerimi so tudi recimo panove piščali, pa vse te inštrumente poznate, ko pihamo v njih. Potem so različne flaute, oboje, klarineti, saksofoni, fagoti, če rečemo te ta zgornji največji zajem. Potem so pa tudi glasbila, kot so na primer dude, pa taragaf, pa hekelfon, šakukači, didžeridu. To so na nek način ljudska etno glasbila, ampak še vedno pihamo v njih,
in ta glasbila predstavljajo to večjo skupino pihal. Zdaj piščali, kot sem rekel, smatramo pač te, recimo neke panove piščali, poznate one trstenke, recimo, pa tak dalje, to so te. Flaute imamo vzdolžno flauto in prečno flauto, ne. Prečna flauta je ta koncertna flauta, ki se igra takole, vzdolžna flauta je pa, mi imenujemo tudi frulica, ne. Je pa vzdolžna flauta, ne. In spet znotraj te družine imate različne flaute, recimo, ne. Imate sopransko frulico, takratko, altovsko, tenorsko, basovsko, skratka, znotraj teh imate še razdelave. Imate različne flaute, imate to klasično flauto, orkestrsko flauto, pa imate eno takšno majhno flauto, ki se reče piccolo flauta, ne, ki je kratka, ne, in ponavadi flautisti v orkestru igrajo to ali tisto, odvisno, kaj je v partituri predpisano. Obo, klarineti, recimo so tudi različni klarineti, so B klarineti, S klarineti, A klarineti, C klarineti, sopranski klarineti. Skratka, znotraj ene družine so še, seveda, razdelave, saksofoni sploh ste verjetno že videli, sopranski saksofon, alt, sopranski saksofon je celo ravni, podobno celo oboje, ne. Tenorski saksofon, ki je tist večji, najbolj recimo zelo dostkrat uporabljen, alt pa tenor, imamo tudi basovski saksofon, ki je tak velik saksofon in znotraj lahko, recimo, vi imate tudi lahko sestave, samo sestave saksofonov, recimo, skupaj igrajo, pa imate vse te sopran, alt, tenor, bas sistem, imate samo flaute oziroma frulice lahko skupaj sestavljene, od sopranske do bas flaute, ne. Mislim, hočem reči, pihala so tukaj mogoče še celo bolj prožna, kot so godala, ne? Ker pri godalih imate več ali manj samo violine, dobro, imate tudi malo, pa veliko violino, violo, ne? Violončelo, kontrabas, če se spomnite, pa tisti velik bas, nekaj je takšen kot ta soba. Znotraj violin pa nimate še 3-4 variante, ne? Ampak so to vse godala. Medtem ko znotraj pihal imate pa malo morje teh drobnih, velikih, manjših inštrumentov, ki spadajo v to družino, ne? Sploh, zato sem omenil, recimo didgeridoo je tudi eno takšnih zelo popularnih teh inštrumentov, ne? Avstralske, ne? Vse to so pihala in razumljivo je, da imamo seveda mnogo odličnih izvajalcev, ki predstavljajo vrh glasbenega ustvarjanja v tem svetu, ne? Ogromno odličnih. Zelo res je, da se pač pihala dostikrat smatra kot nek element v orkestru, ki so tamle nekje not posajena, ne? Tudi prva violina je ponavadi tista, ki se jim da roko, ne? Ni pa prva flauta tiste, ki se jih pozdravi, zato ker se smatra, da so pač, ne da so toliko slabša, ampak to je pa zgodovinski na nek način moment, da je pač violinista pa violinistka bila tista, ki je predstavnica nekega orkestra. Kaj pa bi orglice? Orglice so tudi mes? Ja, mislite tale harmonika majhna, ne? Ja, na nek način so aerofon, ne? Ne moremo pa reči, da so pihalo, zaradi tega, ker imajo noter tist ozek predor, kakor se zvok nastavlja. Za pihala je tudi značilno to, da vi lahko kontrolirate z nekimi sistemi, luknjicami in tak dalje, lahko igrate. Medtem ko orglice imate pa samo not pa ven, ne? Imate samo ali pero, pihnete v pero v tej smeri, imate en ton, pihnete v oni smeri, navznot imate drug ton, ne? Pa z jezikom, če poznate sistem, mašite luknjice, ne? Torej, nimate teh, ne? Je pa aerofon. Je pa dobro vprašanje, ne? Torej, je inštrument na zrak, bi lahko rekli, ne? Z zrakom proizvajamo ton, ampak ni pa pihalo, ne? Ampak ja, je pa aerofon, ne? Je pa aerofon. Tudi ta velike orgle, ne? Cerkvene orgle so aerofon, ne? Ampak spadajo pa v inštrumente s tipkami, ne? Torej, klavir, recimo, ne? Klavir je kordofon, ker ima žice, ne? Po načinu igranja pa spada med tolkala, ne? Ker kladivce tolče po struni, ne? Mislim, a veste, to so pač te mejne zadeve, ko pač premišljujemo, kam ga dati, je pa inštrument s tipkami, ne? Po načinu igranja je tolkalo, inštrument s tipkami je tolkalo, drugače pa kordofon. Tak ima več sorodnih duš pokriva, ne. Recimo čembalo, ne, je spet, ima tipke, ne, je ne tipkalo, ne, ampak je inštrument s tipkami, je pa brenkalo, ne, tako kot kitara, zato ker tista peresca brenkajo po strunah, ne.
ne udarjajo, ne? In boste rekli, ja, ampak brenkalo, ja, isto kot kitara je brenkalo, ker brenka je pa čembala, ne? Itd. Mislim, po načinu igranja, ne? Vprašanje pa je bilo dobro, ja? Orglice so aerofon zagotovo, ne? Recimo, nekaj takšnih imen, mogoče poznate kakšne, James Galway, Karin Leitner, recimo Viviana Guzman, oboa, Liang Wang je recimo en tak velik oboist, bomo šli čez njih, ne? Klarinet, saksofon, John Coltrane recimo, ne? Stan Getz, John Gilmour, Kenny G. Pri klarinetu imate Georgea Gershwina recimo, ne? On je bil klarinetist. Fagot, Tuneman, Francozinja Judith Leclerc. Zdaj, tu sem vam predstavil nekatere, čist na hiter, kaj je bil moj izbor. Spravi, med najboljšimi vam bom poskušal predstaviti pravzaprav najrazličnejše narodnosti. Spravi, odkot vse prihajajo, zato ker ravno smatram, da je na glasbi najlepše to, da je pravzaprav, da ni vezana na neke državne meje, ne? Ni vezana ne na jezik, ki ga ljudje pravzaprav govorijo, ampak je nek povezovalni element. In sploh ni noben problem, da nek Kitajc ali pa Japonka igra z francosko filharmonijo, dirigira pa Italijan, ne? Ker je govor glasbe je enovit, ne? In to je tisto, kar se mi zdi najpomembneje, zato vam bom tako različne ljudi pokazal. Ok, čisto na hitro, taka skupina inštrumentov, o katerih imam namen danes govoriti. Seveda, na sredini poznate to znamenito flavto, ne? Ki je lahko kovinska, srebrna, ne? Lahko je tudi lesena, lahko je tudi zlata, lahko je skratka. Različne so lahko, ampak to je flavta. Edini od inštrumentov se igra prečno, ne? Se igra takole. Potem levo imamo seveda najbolj klasičen B-klarinet. Vsi ti sistemi pokrivanja teh luknjic so že sodobnejši. Naredili so jih razni izumitelji, zaradi tega, ker pač kombinacija pokrivanja luknjic, vi ne morete namreč s prstom seči do vseh luknjic, ker so preveč narazni, pol imate mehanizme, ki vam omogočajo, da se te luknjice pokrivajo. In s tem pokrivanjem in odkrivanjem luknjic vi pravzaprav igrate, izvajate, ne? In razlika med pihali in trobili je ravno v tem, da tiste luknjice pri trobilih niso namenjeni za vsak ton posebej, ampak se z ustnicami delajo zvok, se trobi, ne? Medtem ko pri pihalih pa morate vi pravzaprav samo pihati in z pokrivanjem in kombinacijo luknjic dobivate različne tone. Torej, klarinet levo ob flavti, desno ob flavti je oboa. V flavto se seveda samo piha, medtem ko klarinet, oboa in saksofon imajo zgoraj trsni jeziček, ne? In v tisti jeziček, pihanje v tisti jeziček tvori seveda vibracije, ki se prenašajo potem po celem inštrumentu. Oboa je inštrument, ki daje v orkestrih na začetku tisto intonacijo, tisti komorni A oziroma A 440 Hz, po katerem se vsi inštrumenti tudi uglašujejo. Zdaj, zakaj vedno pihne oboa, verjetno ste na koncertih to videli, ne? Najprej se vsi uglašijo malček, pa oboa da en ton, pa vsi na ta ton se popravijo. Oboa je namreč popolnoma neobčutljiva na temperaturne razlike. Oboa je uglašena in ne glede na to, da je zunaj hladno, toplo, ne vem, vlažno, kakršnokoli, oboa ne spreminja višine. Medtem ko ravno za godbo na pihala je značilno to, da če izvaja nekje zunaj, recimo nek koncert, zveni vedno fovš. Zakaj? Ja, ne zato, ker ne bi se znali uglasiti, ampak zaradi tega, ker na trobila in pihala strašno vplivajo temperaturne spremembe. In zato, ker se pač materiali krčijo pa daljšajo, ne? In če se na inštrument nekaj časa igra, se ga seveda segreje in dobi malček nižji ton, če pa hladno se malo skup potegne, ne, pa ima višji ton in ne moreš stalno loviti prave intonacije in začnejo še nekak, ne, čez nekaj minut pa so fovš tak, da ker človek
kar srbet začne, ampak to je seveda igranje zunaj. Medtem ko če pa igra godba na pihalo, oziroma pihalni orkester, če mu tako tudi rečemo, če pa igra v nekem zaprtem prostoru, kjer je kontrolirana temperatura, pa izvajajo seveda lahko čisto normalno, natančno in točno in tonančno. Ok, spravi, klarinet so že omenil, skrajno levo je saksofon. Saksofon je prišel pravzaprav v orkestre v novejšem času, to spravi v 20. stoletju. Klasično simfonični orkester seveda saksofona ni poznal, ne? Mozart pa Beethoven nista za saksofon pravzaprav nič napisala, ne? Se pa cel kup stvari dan danes že priredi tudi lahko tako, da ima saksofon seveda tudi lahko svojo, rečemo, solistično vlogo, kadarkoli, kjerkoli. Ko je prišel saksofon, je seveda povzročil eno čist posebno euforijo, predvsem je prišel skozi zabavno glasbo, je prišel skozi jazz, kjer je postal pa eden od vodilnih inštrumentov, pozneje v 40. in 50. letih je pa postal tudi eden od glavnih inštrumentov tako imenovanih plesnih orkestrov, ko so orkestri se usmerili v bistvu tudi zabavno glasbo, kot je recimo bil swing. Saksofon je bil eden vodilnih inštrumentov, če se spomnite zvoka orkestrov Glena Millerja, Benja Goodmana in tako dalje. To so bili ti zlati časi klasičnega pop jazza in tam je saksofon imel glavno vlogo. No? Skrajno desno je pa seveda fagot, ki ima tole njegov ustnik, ne? Zato ker je pač zadeva toliko dolga in toliko zapletena, da je nemogoče ne na dolgo igrati, ne na počesi igrati, ne? Ker fagot je kar precej velika zadevca, ne? In mora imeti ustnik na sredini, pa še to v orkestru ga vidite, da takle štrli ponavadi. Ne? Ok, o tem bom danes torej govoril. Začel bom kar s flauto. James Galway, možak z letnih 39, je irski virtuoz na flauti, imenujejo ga tudi mož z zlato flauto, ne? Tako kot James Bond, ne? Mož z zlato pištolo. Mož z zlato flauto, ker dejansko ima, zdaj ne vem, ali je zlata, ampak je rumena, ne? Rumena zlato flauto ima, pa tudi igrajo fantastično. S 15 leti je pričel nastopati kot solist z velikimi znanimi orkestri in dirigenti. To je 15-letni fant je bil, ko je začel igrati, nastopati tako za zares. Njegov repertoar zajema standardno klasiko, kompletno, predvsem pa komponiste, kot so recimo, vam jih hočem našteti malo, ne? Amram, Malcolm Arnold, William Bolcom, John Corigliano, ne? In pa Joaquin Rodrigo. To so recimo takšni velika imena teh skladateljev, ki so se posvetili prav glasbi za flaute in flautiste. In flautisti poznajo ta imena. Do sedaj je prodal že več kot 30 milijonov plošč, tak, za občutek, ne? Spravi, ta glasba, ki jo on izvaja, oziroma ta način, ni samo to, da bi človek rekel, aha, saj mi je všeč, pa konc, moje mnenje je, da ima zlato flauto, ampak ko nekdo proda 30 milijonov plošč, veste, da gre pravzaprav za nek format dobrega izvajalca in posnel nekaj več kot 60 samostojnih albumov. To pa je, veste, že kar je ena takšna dosti dobra številka. No, in da malo slišimo, kaj pomeni za Galwaya virtuoznost, sem zbral od Korsakovega Čmrljev let, zato ker tu res pokaže lahko, kaj flauta obvlada. Evo tak za občutek, ne? Čeprav vam povem, jaz sem slišal že Čmrljev let igrati na tubo. Kakšna je tehnika, ne? Če si predstavljate ustnik na tubi, je takšno, se bomo pri trobili govorili, ne? In je igral Čmrljev let taki. Tako da, res. Kot je bil z ženo pred par leti v Ljubljani, ne? Mislim, da res, ja. Mislim, da res, jaz sem gledal program, pa mislim, da je bil res, ja. Pa ste prav, ja. In on je, veste, on je res je svetovna klasa, ne? Res je svetovna klasa, ne? James Galway, ja. Ok. Druga je Viviana Guzman, prihaja iz Čila. Čilska flautistka, hkrati tudi plesalka in pesnica. Spravi, ona se z več stvarmi ukvarja, ki ima več kot 80 nastopov vsako leto. Če si to predstavlja, da 80 koncertov imeti, moraš biti dober športnik, ne? Moraš biti dober športnik. Do sedaj je nastopala v več kot 120 različnih državah po vsem svetu, dobitnica številnih nagrad in priznanj za svoje uspehe.
solistka z najuspešnejšimi simfoničnimi orkestri, kot so recimo New York, Berlin in tako dalje tam. Svoje izvajanje mnogokrat povezuje pa tudi z drugimi umetnostmi in tako širi glasbeno zanimanje tudi na ostala področja. Ona tudi uporablja videoinštalacije, uporablja skratka sodoben, zelo sodoben način. Rad bi vam pa pokazal recimo en poseben način, kako Viviana Guzman, vidite, letnica 64, spravi 50 plus, ne, kako izvaja pravzaprav flavto, kak sodobna glasba lahko zveni na flavto in kaj je možno pravzaprav s flavto tudi početi. Ne? Kot en način igranja flavte, tudi to pravzaprav flautisti lahko izvajajo čisto do takšno dosti sodobno glasbo. Viviana Guzman, torej. Karin Leitner, letnica 72, zelo zanimiva v svetu flavte, je pa Avstrijka, igra tudi piccolo, spravi igra piccolo flavto, kot vidite ima pa eno zanimivo flavto, ki je pa lesena flavta. Igra na staro leseno flavto. Rojena je bila na Dunaju, nastopa kot solistka in članica svetovno pomembnih simfoničnih orkestrov, ona je tudi članica celega kupa orkestrov. In je prejemnica mnogih mednarodnih nagrad za nastope, koncerte in posnetke. Izvaja praktično ves solistični repertoar in sodobno popularno glasbo. Njo boste slišali v bistvu tudi izvajati čisto pop glasbo in na nek poseben način, električno flavto z mikrofoni noter in tako dalje. Deluje kot solistka in predavateljica na različnih mednarodnih delavnicah doma in po svetu. Gre za dost, bi lahko rekel, relativno mlado, ambiciozno gospo. Pokazal bi vam pa rad Bachovo partito, ki jo je igrala ravno na to leseno flavto, ki ima pa bistveno bolj topl, tak žameten glas, kot smo na flavto, ki je kovinska flavta, kot smo jo navajeni. Evo. Je razlika v zvoku, ne? Je razlika v zvoku, no, to je pač zvok pravzaprav starejše flavte, ne? Ok. Dalje. Oboa. Heinz Hollinger je eden od večjih oboistov sedanjega časa, letnik 39, je pa švicarski oboist, torej prihaja iz Švice, je tudi komponist in dirigent. Kompozicijo študiral, zato sem kot kompozicijo izpostavil, pri Chandlerju Vareziju in Pierru Boulleju. To sta bila dva pomembna skladatelja 20. stoletja, ki sta delovala pravzaprav v vseh večjih centrih, tudi v Parizu. In mnogi skladatelji, to se mi zdi tudi pomembno, so mu posvetili svoja dela za oboa solo in za orkester, to spravi komponisti so zanj ga pisali. Ni on samo iskal dela, ki so že bila narejena, ampak so komponisti, na nek način jim je bil toliko zanimiv solist, da so pisali za njega. No in to so bili seveda Oliver Messiaen, Luciano Berio, Frank Martin, Krištof Penderecki, Karl-Heinz Stockhausen, vse o teh imenih smo mi že govorili, če se spomnite. To so bili komponisti 20. stoletja, ki se jim je zdelo pomembno, da se oboa seveda izpostavi kot inštrument. Dobitnik mnogih priznanj, tako za nastope, kot tudi za izvrstne posnetke. No in bi vam rad pokazal, kako zveni pri oboji, seveda Mozart, koncert za oboje v C-duru, ker Mozart je pa recimo za obo solistične koncerte že pisal, ker so že v tistem času seveda to imeli. In tako dalje. Oboja se tudi primerja najbolj s človeškim glasom in pravijo, da je najbolj podobna seveda tem oblikovanjem fraz in vsemu temu, kar je sposoben človeški glas narediti. Ena najbolj znanih, recimo tak, v popularni glasbi, ali pa rečemo v popularni glasbi današnjega časa, skladba za oboa je tako imenovana Gabrielova oboa, z naslovom Gabrielova oboa, ki jo je napisal Ennio Morricone, ne vem, če poznate, to je filmski komponist sicer, za film Mission. In mnogi izvajalci, mnogi solisti to skladbo ponavadi ali jo uvrstijo v svoj repertoar, ki je tako znana, ne? Ali jo pa pravzaprav igrajo kot nek zanimiv dodatek in tako dalje. Gabrielova oboa. Ne poznate? Ok, jaz nisem našel namreč
nisem našel nobenega izvajalca od tehle, ki vam jih želim predstaviti, da bi jo izvajal. Zato sem rekel, vam jo bom kar direktno poiskal. To je recimo sodobna filmska Ennio Morricone oboa solo in je seveda strašno popularna. To je Nada Amber. Ja, ampak če film poznate? Ne, vse vam ga splača pogledati. Jeremy Irons igra, mislim, pogledajte film, no? Oboistka, ki prihaja iz nemško-ameriškega področja, to spravi iz nemške družine, ki živi v Ameriki, Catherine Nidelman, je prva oboa Baltimorske filharmonije, to spravi prva oboistka, ne? Kot prvi violinistka, bi rekli, ne? Prva oboistka. Mnogo nastopa, koncertira kot solistka, repertoar obsega renesančne in sodobne partiture, to spravi se že na nek način diferencira od tega, da bi vse igrala, igra pa renesančno glasbo tudi. Je tudi članica Miko Noneta in Patria La Milpa. To sta dve zanimivi skupini, če boste kdaj kaj iskali, ki rečemo ljudsko glasbo, pa tudi renesančno glasbo gojijo. Kot imate recimo v festivalu Radovljice, imate festival stare glasbe. To so inštrumenti za takšne posebnosti. Njeni nastopi so vedno odlično ocenjeni, diskografsko gradivo pa obširno in bogato, do zdaj je naredila več kot 100 različnih studijskih posnetkov in seveda izdala več kot 20 albumov. Vidite pa, da gre za mlado solistko, letnica 78, pa ima za seboj več kot 100 različnih studijskih posnetkov, več kot 20 albumov. To je, mislim, to pomeni, to so res ljudje, ki garajo, ki res delajo in vlagajo. No, in tu je pa od Poulenc sonata za oboa, da slišimo še kako, seveda, zveni zadeva. Ja, oboa seveda se lahko strinjamo, da je zelo podobna glasu, zelo dolge fraze ima, zelo tak mehek ton ima, in ti pravi oboisti znajo tudi, kar je za ta inštrument še posebej značilno, znajo krožno dihati. To pomeni, da pravzaprav sploh ne slišite vdiha, zato ker med tem nabere v ustih, nabere zrak, ga izpiha z usti, in med tem skozi nos že vdihne noter in že zrak doda, tako da ni lukne, ne vidite tega, da bi zajel sapo, ampak kar konstantno lahko igrajo, ker oboa s tem tankim trsnim jezičkom nudi toliko upora, da lahko resnično kontroliramo natančen izpih. In z krožnim dihanjem in z zbiranjem zraka tu noter v licih, lahko tistih 2-3 sekunde, koliko potrebujemo, da vdihnemo skozi nos, lahko zrak uporabimo iz pravzaprav te ustne votline in ne slišimo diha in se lahko konstantno igramo. Drugače pa oboa tudi sicer je sposobna najdaljše tone in najdaljše fraze igrati. Zelo dolgo frazo, tudi do ene minute, do 1 minute brez diha. To je, mislim, ja, ampak to je res treba trenirati, to so kot potapljači na 100 metrov, ampak to moraš imeti zdrava pljuča, a veste, ti pihalci, trubilci in pihalci morajo izjemno dobro skrbeti pravzaprav za svojo kondicijo. Ne smejo imeti zamašenih nosov, ker ne moreš, ti če imaš v ustih inštrument, ne moreš dihati skozi ušesa, moraš imeti prehoden nos, mislim resno, to so res problemi. In skrbeti za svoje zdravje na ta način seveda, da nimaš nobenih alergij tudi, da nimaš nikoli zamašenega nosu, da nimaš, mislim, to ni tako preprosto, ni tu samo v ustih nekaj. Trubentači recimo morajo izjemno paziti na ustnice, da se poleg tega na zobe, a veste, vse to potegne za sabo pravzaprav tudi eno veliko odrekanje v življenju, To ni samo to, da pač dosti treniraš. To pomeni tudi skrb za sebe, za zdravje, za telo, za ne vem kaj še vse, Mislim, zakaj vam o tem govorim? Zato, ker svet ponavadi vidi samo aplavz, ne vidi se pa tistega, in zato se mi zdi pomembno, da na te stvari opozarjamo. Še mlajši je seveda Liang Wang, ki sem ga izpostavil čisto na začetku, prihaja pa z Kitajske, je pa kitajski oboist, trenutno pa prva oboa v Newyorški filharmoniji. Če boste gledali posnetke Newyorške filharmonije ali pa jih v živo še kje ujeli, je on prvi oboist njihov, fantastičen oboist.
dobitnik številnih nagrad za solistično dejavnost, nastopa po vsem svetu z najbolj priznanimi orkestri in dirigenti. Recimo Los Angeles Filharmonija, Čikaški simfonični orkester, Metropolitan Opera in mnogi drugi. Je tudi član znanega Poulenc tria, klavir, fagot, oboa, kar je zanimiv trio, in dobitnik nagrad, recimo kot so Grammy. Ne? On je dobil kar nekaj Grammyjev. To spravi, Grammy niso samo za pop muziko, ne? Grammy se posveča tudi klasični glasbi, posnetkom, izvajalcem, komponistom in tako dalje, tudi Grammy. Ne? Verjetno vas malo ljudi ve, da je nagrada za sodobno kompozicijo tudi Pulitzerjeva nagrada. Ne? Pulitzer. Pulitzer vsi poznamo kot nagrado Pulitzer za bolj novinarstvo. Ne? Pozna se za fotografijo Pulitzer, ne? Pozna se za novinarske prispevke, za neke takšne stvari. Ne, tudi nagrada za glasbo. Za nove sodobne kompozicije, Pulitzerjeva nagrada. Mislim, lani jo je dobila ena komponistka. Mislim, da je Korejka. Odlična stvar. Mislim, eno sodobno opero naredila o dveh padlih angelih. Ko smo zagovarjali, ne? Ampak ironično, dva angela prijeta na zemljo in ugotavljata, da odkar sta bila nazadnje na zemlji, se je hudo poslabšala. Tak, mislim, v tem stilu je, ne? Kako? To mi tudi vemo, ko smo časa na svete. Ja, dobro, ja. Jaz ne vem, kako dolgo ni bilo, ne? Ampak mi vidimo to iz tedna v teden, ne? Skratka, Liang Wang, evo, predstavil bi vam rad Mozarta v kvartetu, ravno v kvartetu, no, tak za občutek zanimivo zveni skupaj, ne? Godala in Pihal. Okay. Gremo dalje. Eden bolj znanih klarinetistov, recimo v svetu zabavne glasbe, če zdaj odskočim malo, ne, je zagotovo Benny Goodman. Benny Goodman, umrl žal leta 86, ameriški jazz klarinetist, imenovan tudi kralj swinga. Hočem vam pokazati, da so ti inštrumenti izšli iz klasičnih orkestrov in so šli v popularno glasbo, ampak seveda, kaj je pa pomembno, to so bili izvirno odlični glasbeniki, ki so išli pravzaprav iz klasičnih šol, samo preusmerili so se v drug glasbeni slog, kar ne pomeni, da kaj slabše igrajo. Ne? Ne? Zaslovel je leta 1933 s koncerta v Carnegie Hallu, ne? V New Yorku in postal tako rekoč preko noči slavn, igral je bebop in cool jazz, sodeloval z mnogimi velikimi glasbeniki, tudi z Armstrongom, snemal filme in ustvaril kariero, ki je trajala več kot 50 let. Več kot 50 let je bil aktiv v svoji karieri. Spravi, nastopal, snemal, koncertiral, bla, bla, vse to. Igral je tudi skladbe klasičnega repertoarja, zato sem ga izbral tudi za sam začetek. Ne? Mozarta, Brahmsa, Debussyja in Hindemita, ne? Obstajajo plošče Benny Goodmana kot solista z Newyorško filharmonijo. Spravi, Benny Goodman, ko danes omenite Goodmana, vsi predstavljajo samo orkester, tist jazz njegov oziroma tako plesno. On je snemal klasično glasbo, ker on je bil klasičen klarinetist, ki se samo ukvarjal pravzaprav tudi s to glasbo. Ne? Tako je to. Ne? In tako pokazal, da je za dobrega glasbenika pomembno, da obvlada širok repertoar. Posnel je več kot 300 albumov. Tak, za občutek, ne? Kaj pomeni Benny Goodman v 50-letni karieri, 300 albumov. Klobuk dol, mislim, kaj so ti ljudje počeli, ne? In seveda množico nekih samostojnih koncertov, ker so tudi koncerte pravzaprav snimali. No, in ena njegovih bolj znanih skladb je seveda izvedba Sweet Georgia Brown. Evo, to, da vidite, kak je. On je igral še, rečemo, mislim, da je ta posnetek nekaj let pred smrtjo. 86 je pa umrl. Za občutek, kak gospod po 50 letih karijere, kaj spravi saksofon iz klarineta ven, ne? Kaj pomeni obvladati inštrument, kaj pomeni res biti tata mata glasbe. Kaj, mislim, klobuk dol. Benny Goodman. Ok. Artie Shaw je eden teh
On je pa sin poljskih Židov, ki so bili priseljenci v Ameriko s pravim imenom, on je bil Artur Jakub Ršavski, ne? In je vzel kot Arti, ne? Okrašavo, ne? Ršavski pa je vzel tukaj ven, ne? Šo, ne? To ni šov, kot zabava, ampak šov, ne? Z A je pisano, ne? Arti šav. Seveda, gledajte, možak je ratov kar dobra leta, ne? Svojo kariero pa pričel skladbo Begin the Begin iz leta 38. Spravi, tako dolgo kariero in praktično je igral tudi do 100. leta skoraj. In postal znan preko noči, ker so radijske postaje igrale to skladbo več kot 40krat na dan takrat. Ne vem, če si predstavljate. Take popularnosti danes ni, ne? Ker to je, veste, ljudje niso imeli možnosti se ravno plošče kupiti, ne? Če so pa že ploščo kupili, so morali doma še imeti napravo, da so to ploščo lahko vrteli. In to ljudje niso imeli in so klicali na radije, da naj jim zavrtijo skladbo. In ko je on leta 38 nastopil s to skladbo, Begin the Begin, to je od Cola Porterja sicer, ne, skladba, ampak on je priredbo naredil, je čez noč naredil takšen boom. Pa če si predstavljate 10 radijskih postaj tam okrog, da je to po 40krat na dan vrtelo, on bil 400krat na dan pravzaprav predvajan. To je bil fenomen za tisti čas in to je bil pravzaprav Artie Shaw začetek, ne. Bil je prava konkurenca Glenu Millerju, potem tudi, ne. Glenn Miller, ki je pa naredil, če poznate, vojaški orkester, oziroma orkester ameriške vojske in je šel potem okrog Kralova. Ampak on mu je bil prava konkurenca, ker je imel tudi svoj orkester. Ampak je opustil in se po letu 50 se je usmeril pa v klasični izvedbi in nastopal v Carnegie Hallu skupaj z New Yorksko filharmonijo pod dirko Leonarda Bernsteina. On je pustil pol to. On je rekel, Glenn Miller, orkester, ne, klasika. In je šel po letu 50 igrati z Leonardom Bernsteinom New Yorksko filharmonijo, klasična glasba. Predtem pa, ne vsi ga pa poznajo od Begin the Begin, ne. To so bili glasbeniki. Ok, mnogo njegovih izvedb je legendarnih, posnel je več kot 400 skladb, ki še danes izhajajo kot CD plošče v različnih kombinacijah, ne. 400 skladb je on posnel, to je spet en takšen opus, da lahko človek samo da klobuk dol in reče. Uspel sem najti namreč njegov posnetek Begin the Begin, da ga vidite, kako je to takrat izgledalo. Ampak moramo priznati, muska je pa lepa, ne? To pa, kakorkoli, muska je lepa. Ok, to je bil Artie Shaw. Peter Fontaine, Francoz, sicer ameriški klasični jazz klarinetist, ampak Francoz, najbolj znan po svojih izvedbah v stilu Dixilanda in pop jazza. Je sin francoskih emigrantov, zato je svoje izvedbe vključeval tudi mnoge francoske glasbene elemente. Francoski je izvajal v Ameriki dosti glasbe, sodeloval je z velikimi imeni, kot sta bila pa Benny Goodman, recimo Irving Fazola, ne. To so, Goodmana sem vam že omenil, ne. Posnel več kot 100 samostojnih albumov in postal legenda klasičnega jazz stila. Našel sem namreč en strašno zanimiv posnetek, ko je bil gost v eni oddaji, v šovu, ne, in kako je možak pravzaprav kakšen stil je on igral, kaj pomeni klasično in tako dalje. Spravi, to je ena smer klarinetov, ki sem vam želel predstaviti pravzaprav kot en del tudi tega opusa glasbenikov, ki so popeljali inštrument v neke druge vode. Sabine Mayer je izvrstna klarinetistka, ki pa prihaja iz Nemčije. Nemška klarinetistka, dobitnica številnih mednarodnih nagrad in priznanj za svoje dosežke na področju solistične koncertiranja, igra po vsem svetu z največjimi orkestri. Repertoar obsega pravzaprav ves dostopen material klasične glasbe za klarinet. Vse, kar je kdaj bilo napisano, ona pravzaprav izvaja. Sodeluje s pomembnimi dirigenti, recimo s Claudiom Abadom. Claudio Abado jo jemlje zraven kot solistko, kamorkoli on s kakim orkestrom odraža. In sodeluje pa tudi z različnimi komornimi sestavi, pogodbeno pa snema za EMI in Sony založbo. To sta dve velike založbi za klasično glasbo. Izdala pa je že več kot 20 samostojnih albumov, če vidite letnica 59.
pridna, očitno pridna in tukaj pa en Mozartov koncert, namreč sem našel od nekaj, je strašno zanimiv, zato ker igra na baseto. To je pa malo večji klarinet, to ni glih bas klarinet, baseto, kot bi rekli francoski rock. Ima bistveno bolj topel, tak žametni glas ima in mogoče vam je, ravno zato vam bo zanimiv od recimo razlike od Benja Goodmana, ne? Kaj pomeni baseto, evo. Čarobna muzika, ne? Čarobna muzika, kaj je Mozart res bil Mozart, pač. Ni kaj dosti dodati. Ok, gremo na saksofon. Seveda, s saksofonom se povezuje ime Johna Coltrana. Ameriški saksofonist znan tudi kot train, to se pravi kot vlak, ne? Izvajal večinoma avantgardni free jazz, v zgodnjih letih pa bebop nekaj standardov. Njegov prijatelj je bil Miles Davis, trubentač, s katerim sta posnela predvsem materiala, sodeloval z drugimi pomembnimi glasbeniki. Njegov glasbeni stil pa odlikuje odlično obvladovanje glasbila in tehnično znanje in občutek za glasbene fraze. Vsekakor gre za legendo med saksofonisti sodobnega stila. Baje je saksofon začel igrati, mislim, ta velik saksofon, ko je bil skoraj saksofon večji od njega, ne? Je baje na stol pogor, zato da je sploh saksofon lahko igral, tak majhen bil, ko je začel pihati, ne? Za saksofon je seveda pomembno, da imate tudi močen dih, ne? Močnejši kot za oboa in klarinet, zato ker je cev tudi večja, ne? Cev je večja in zahteva malo večji napor, no? Pa bi vam rad pokazal ta zvok od Johna Coltrana skupaj s Stanom Getzem. Kaj pomeni seveda? Dva velika solista skupaj. Ok, zanimiv, ne? Zvok od klarineta nekoliko drugačen, bolj celo oster, ne? Ker je pač kovinski, klarinet je lesen inštrument, ne? Ampak na nek način s to svojo mehkobo, ne? Alt, tenor, saksofon, pa je še bolj podobno recimo v človeškem glasu, bi lahko rekli, ne? In imate občutek na nek način, kot da bi pel, kot da bi sprezvenel tako kot vokal, ne? Omenil sem tukaj, skupaj sta igrala Stan Getz in John Coltrane, zaradi tega, ker naslednji je ravno Stan Getz, ki vam ga želim pokazati ravno tako kot fenomen. Ameriški saksofonist, rojen seveda kot Stanley Gajecki, ki je bil vnuk preseljencev iz Kijeva, da so pa iz Rusije prišli, ne? On je bil ruski saksofonist. Za svoje glasbene uspehe je prijel številne mednarodne nagrade in priznanja, tudi 6 Grammyjev. 6 Grammy nagrad, veste, to dobiti za povrstjo, ker ni tak, ne? Kot otrok je ljubil glasbo, saksofon je dobil kot darilo pri 11 letih in pričel vaditi po najmanj 8 ur dnevno. To pa je, mama je ga nekako spodbujala in obstajajo zapisi, ko mama pravi, da ga sploh ne morajo stran odtrgati od tega, ne? Ker on je v šolo hodil, zdaj si pa predstavljate, v šoli bil, ne vem, recimo do 1-2 popoldne, ne? Pa doma še 8 ur pihal v tisti saksofon, da so sosedi čist se na tla metali, ne? Ampak ni se ga dalo baje v stran dobiti, kje je fuzbal, kje je ono, kje je tisto, kje je tretje kot mulo, ne? Ko bi človek pričakoval, da bo tam ne vem kaj, ne. Znajo po 8 ur na dan, 10-11-letni otrok pihal noter. To je bil Stan Getz. 16 leti, ne? To spravi, samo v 5 letih, ne? Tu je ga dobil, v 5 letih je že nastopil skupaj z Nat King Colom, z njegovim orkestrom. Mislim, hočem vam pokazati, kaj pomeni, če se nekdo preda popolnoma neki zadevi, ki jo počne, ne? S 15 leti je igral z Nat King Cole orkestrom in znanimi glasbeniki, kot je bil Gene Kent, Jimmy Dorsey, Benny Goodman. On je že z njimi igral kot 15-letni otrok. Mislim, kapo dol. Posnel je več kot 120 albumov z različnimi izvajalci. To je meni tako smešno, veste, ko jaz poslušam kakšne te neke pop glasbenike pa glasbenice, ko rečejo, v svoji karieri že 5. samostojni album, ne? In kdaj boste 6. Ja, 6. pa v naslednjih 5 letih, ne? A veste, pa ko naredijo 10. album, pa se jim zdi, da so pravzaprav že, ne vem, Boga za brado potegnili, ne? Po 100 albumov so delali ti ljudje, albumov, ne skladbic. Zato vam kažem te številke, da se pokaže pravzaprav, kaj pomeni biti predan nečemu, ne? To pomeni, ja, veste, če bi živel 120 let, pa bi vsako leto en album naredil, pomeni 120 albumov, ne?
To pomeni recimo po 4 albume, pa po 5 albumov na leto. O tem govorim, ne. No, evo, ena njegovih najbolj znanih skladb, ki je nastala skupaj v sodelovanju z enim João Gilberto, se imenuje brazilski glasbenik João Gilberto, poje njegova žena, to se pravi Astrid Gilberto, je nastala skladba, priredba skladbe Dekle iz Ipaneme, ki je seveda njega Stana Getza postavila pravzaprav v neko posebno luč popularnosti. Skladbo pa verjetno poznate. To je bil Stan Getz, ne. Tu vam ne morem žal Mozartovega koncerta pokazati, ker Mozart pač ni napisal koncerta za saksofon, ne. Ok, Stan Getz. Kenny G, zelo znan glasbenik, ki pa sem ga zbral zato, ker igra večinoma sopranski saksofon in boste spoznali tak zvok njegov. Ameriški saksofonist s pravim imenom Kenneth Bruce Gorelick, sin židovske družine priseljencev iz Poljske. Spravi, vsi, pravzaprav tujci, ne. Igra sopran, altin tenor saksofon, igra Selmerja, Mark 6, ampak ima tudi svojo znamko saksofonov in saksofonisti jo poznajo. To so prav Kenny G saksofoni, ne. Svojo znamko je razvil, svoje oblike in tako dalje, in tudi svoj zvok ima. Kariero je pričel leta 82, od tedaj vsako leto posname vsaj en samostojni album, ima preko 30 koncertov letno, je prejemnik mnogih nagrad, med drugimi tudi Billboard, Grammy, Hong Kong Latin Grammy, Soul Train. Igra tako imenovan smooth jazz in pop jazz. Ko vam bom dal skladbo, boste spoznali njegov zvok, zato ker ta zvok se pojavlja v mnogih skladbah, med drugim so ga najeli tudi, da je igral en del skladb, oziroma igral je v znamenitem filmu Titanic, tiste glasbene teme igral noter in zvok boste spoznali, ampak Kenny G, se pravi, Kenny G je pomemben tudi zaradi tega, ker razvija svoj zvok saksofona. Zvok pa verjetno res poznate, ne? Zvok tega sopranskega saksofona njegovega, zato je on tudi si razvil svojo znamko, da dobi ta mehek zvok, ko ni ne oboa, ni ne klarinet, ne, je pa pravzaprav saksofon. Ne. Ok, še fagot. Fagot Klaus Thunemann je nemški fagotist, eden bolj znanih solistov sedanjega časa. Najprej je študiral klavir, šele pri 18 letih, ne, se je odločil za fagot, spravi, on je kasneje se odločil, ampak se je kmalu že pridružil orkestru nemškega radia v Hamburgu in postal prvi fagotist leta 62 do leta 78. Posnel predvsem materiale za založbe, kot so Philips pa Deutsche Grammophon, posebej za fagot on snema, in je dobitnik mnogih nagrad priznan, sedaj se posveča pa poučevanju in različnim oblikam glasbenih delavnic. No, in tukaj smo pa spet nazaj na Vivaldiju, pa bi vam pokazal, kako zveni koncert za fagot od gospoda Vivaldija, to sprej smo v renesansi. Če se predstavljate to tehniko. Res mojster, no, res mojster. Evo, še malo kakšne punc pokažem. Judith Leclerc, francozinja sicer, ampak ameriška fagotistka in prvi fagot newyorške filharmonije. Od leta 81 dalje z glasbo se je pričela ukvarjati pri 11 letih, s 15 je že nastopala z filadelfijskim orkestrom. Skladatelj John Williams, o katerem sem tudi že govoril, je napisal zanjo koncert z naslovom 5 čarobnih dreves, oziroma, ja, čarobnih. Leta 95 je z njim požela velik uspeh s tem koncertom, tudi dobitnica mnogih nagrad in priznanj, igra na glasbilo iz leta 37, Heckla, ki ga je dobila od svojega prvega učitelja fagota, ki se po nesreču pri 19 letih. On je bil namreč študent in jo je učil, ker pač študenti vedno rabimo denar, takrat nekaj delamo, ne, se je pa po nesreču in je zapustil Heckl fagot, ne, in to je, kaj bi rekel, vrednost, to je tako, da bi rekel, da imamo Stradivarko, ne, in igra samo na ta inštrument, noče ga dati, noče ga menjati, noče sodobnega, ne, in skrbi za njega, kot za punčico svojega očesa, in je znana predvsem zaradi tega, ker je ta Heckl, Wilhelm Heckl ima en poseben zvok,
vidite, da je tudi narejen iz svetlega lesa in evo, boste slišali, ravno našel sem od Williamsa teh 5 čarobnih dreves in malo da slišimo, kako to zveni. Namreč, čem je bila ideja, ne? Zakaj je John Williams to napisal? Ne? Zato, ker je iz enega od lesa, od teh svetih dreves, je tudi ta fagot narejen. Lesen fagot. Ne? To je eno južnoameriško drevo, ki je služilo temu, da je ta fagot narejen in rekel, bom posvetil drevesom, iz katerih se izdelujejo takšne božanske inštrumente, bom posvetil en koncert in ti boš izvajala ta koncert na les posvečenega drevesa. Mislim, ok, se lahko rečemo, malo New Age-a. Zdaj že sam potopise moramo not najti, ne? Ampak drugače so fagoti, če bi pogledali, vidite, da je ta fagot malo temnejši, pa lakiranje, pa ne vem takšen, ne? Kot pa njen, ne? Glejte ga, ne? Tudi ustnik malo drugačen, ne? In to je heklo. Tale ustnik, ne? Toliko. Ta je drugačen, ne? Ta ima drugačno obliko, kot recimo pri Tunemanu, ne? Vidite, ne? Ampak čist tak za nek občutek, da veste. No, evo, ste rekel, še eno mlado solistko vam pokažem, letnica 89, zdaj še ni 30 let, ne? Še nima 30 let, punca je fenomen, je pa Škotinja, škotska fagotistka, predstavnica mlajše generacije odličnih glasbenic, ki so svojo kariero pričeli z najvišjimi obrati. Najprej se je pri 5 letih učila violino, pri 10 pa se je navdušila nad fagotom, ne? Pri 5 pa violino. Leta 2004, ko je bila stara 15 let, je torej prejela prve nagrade in dobila štipendijo za študij. Danes predstavlja vodilno solistko na mnogih mednarodnih koncertnih odrih, snema za pomembne založbe, pri tem pa ima več kot 20 koncertov vsako leto, njena diskografija obsega že sedaj več kot 10 samostojnih albumov. Punca, se pravim, še niti 30 let ni stara. Evo, za občutek. No, evo, tako za en občutek. Mislim, meni je všeč, ker izvajajo mladi ljudje tudi takšno glasbo, ko so virtuozi, ne? Ampak to zato, da pravzaprav pokažejo, kaj so vse z inštrumentom dejansko da naredi, da inštrument ni sam tista 4 tone, bup, pup, 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 ko je tam v orkestru nekaj igra, ampak kaj se da z tega dejansko naredi. No, še nekaj slovenskih izvajalcev, da spomnim na njih, verjetno, kakšna imena pa zagotovo poznate, ne? Anja Burnik, Boris Čampa, zagotovo poznati Irino Grafenauer, flautistko, Aleš Kacijan, Tinkar Kovač, sicer v pop glasbi bolj znana, ne? Ampak ona je flautistka. Če ste kdaj že videli, ona tudi na Euroviziji je pela, ne? Potegne flauto ven in ona igra skupaj. Ne? Fedja Rupel uči na akademiji, Klemen Ramovš, Karolina Šantl je bila moja učenka tudi, Alja Velika Vrh, skratka, flautisti ima Slovenija tudi kaj za pokazati na tem področju. Ne? No, posebno mi je všeč, se pravim, Irina Grafenauer, špica v klasični glasbi, ne? Pa ne nastopa, pa ni v Sloveniji, ona je v Salzburgu. Ne? Tinkar Kovač pa kot pop glasbenica pokaže flauto na odru kot prava flautistka, ne? Ampak konča na akademija. Oboa, Miran Bolha, Drago Golob, Darko Jager, Maja Kojc, recimo, Dušan Krnjak, Ivo Petrič, Matjaš Božo Rogelja, Matej Šarc, Jana Pavli, punce tudi, ne, Tina Tafi, Dubravko Zupanc, Tomaž Žganec, oboisti slovenski in oboistke, klarinet, tu imate cel kup znanih imen, Mate Bekavec, verjetno ste slišali že za njega, Janez Benko, Darko Brlek, Slovint, ne, oziroma vodja festivala, ne, Bruno Brun, evo, Aljoša Deferi, Boštjan Kopač, Slavko Goričar, Mihael Gunzek, Tadej Kenik, ne, vse imate. Familija Kovačič, ne, Boris Kovačič, Slavko Kovačič, Srečko Kovačič, ne, sin, brat, sprej oče, Vilko Ovsenik, brat od Slavkata Ovsenika, ne, sprej brat od Avsenika, ne. Ona dva ste se preimenovali zato, da pravzaprav sta lahko delali, ampak Vilko je bil klarinetist, on je bil klasični klarinetist, akademski klarinetist, ki pa je igral v plesnem orkestru. Uroš Rojko, komponist slovenski,
Ati Sos, tudi eden od glasbenikov, plesnega orkestra Radio Ljubljana, oziroma Dušan Sodja, Alojz Zupan, Andrej Zupan, sin pa oče. Skratka, tudi kaj za pokazati. Saksofoni, Andrej Arnold, Matej Bunderlach, Braco Doblekar, Matjaž Drvenšek, uči na akademiji tudi, Katarina Galič, Luka Golob, Jan Gričar, Lado Jakša, glasbenik, če poznate, ki sicer tudi klaviaturist, Tone Janša, Blaž Kamperle, David Kocjan, Tadej Krajnc, Peter Kruder, Milko Lazar, tudi komponist, Matija Žerjav, Matjaž Žižek, Dušan Veble, Fagoti, Atanasov, Banič, Srečko Korošak, Tina Korošec, predstavnica, Vasko Lukas, Zoran Mitter, vse poznate zagotovo kakšna imena, Ivan Turšič, Milan Švagan. Torej, glasbena scena v Sloveniji ima glasbenice in glasbenike tudi, recimo, tudi velike na tem področju, tako kot smo zadnjič pogledali violine oziroma godala, ste tudi prepoznavali ljudi, ki nastopajo, ampak se jih pač malokrat potegne ven, tako kot se pač kulturo bolj da ne zanemarja. Ok. Naše naslednje srečanje je natančno, tako kot je danes, 15. februar, je natančno 15. marec, kajti februar ima natančno 28 dni in isti dnevi in datumi so v marcu. Ja, jaz namreč ravno si zapisoval v koledar neke izpitne termine in sem si jih narobe zapisal. Zato, ker sem narobe pogledal, ker je ravno tako, ponedeljek je isti dan, kot je ponedeljek v marcu, je isti dan februarja, nisem pogledal gor, kjer mesec je, zato vas opozarjam, da bo ravno tak četrtek, bo ravno tak 15. sem, da se bo marec zamenjal in vas seveda vljudno vabim na naše naslednje srečanje, natančno čez mesec dni, to bo pa že tik pred pomladjem. Tako, hvala lepa za vas.